V sodelovanju s Centrom energetskih rešitev je Inštitut Jožef Štefan, Center za energetsko učinkovitost, organiziral informativno srečanje na temo javnih naročil in energetske učinkovitosti stavb, skladno s smernicami evropskega projekta EFEKT. Z namenom prispevanja k dosegu energetskih ciljev EU, projekt spodbuja prenovo postopkov javnega naročanja držav jugovzhodne Evrope in vgrajevanja kriterijev energetske učinkovitosti v javna naročila. Po besedah moderatorja magistra Sučiča na inštitutu ugotavljajo, da je med ovirami za uspešno izvedbo projekta s področja učinkovite rabe energije predvsem pomanjkanje znanja. Verjamejo, da izobraževanje dviguje raven znanja ter spodbuja novo energetsko učinkovite projekte. Poleg raziskovalcev Inštituta Jožef Štefan so na dogodku uspešne primere projektov predstavili tudi strokovnjaki iz prakse. V državi dejansko prevladuje pesimizem, ampak smo glede teh projektov, ki so izvedeni, bili zelo optimistični, kar sploh nimamo. Imamo odlične primere izvrstnih praks in je škoda, da se ne hvalimo s temi primeri. Kot je dejala Polona Lah, bo v prihodnosti na področju financiranja energetsko učinkovitih projektov veliko manj sredstev, potrebe po obnovah pa vedno večje. Z letom 2014 bo potrebno vzpostaviti nove mehanizme. Evropska unija vidi rešitev v energetskem pogodbeništvu kot obliki javno-zasebnega partnerstva. Kako pa se javno in zasebno prepleta v energetski praksi, so pokazali rezultati raziskave o vplivu javnega sektorja na trg energetskih rešitev. Ugotovljeno je, se pravi, večina podjetij, ki je bila vprašanih, ki so sodelovala v tej raziskavi, ugotavlja, da je v zadnjih 3 letih prišlo do velikih sprememb na tem področju, se pravi, da javni sektor dela, se pravi, razpise, da je aktiven. Vsi pravijo, da ima še veliko potencijala skritega, da bi bolj učinkovito pripravil te razpise. Veliko je pač tudi nekega takega potencijala v samem obsegu. Je pa recimo tako zanimivo pa je tudi, da obstaja tam recimo ena tretjina podjetja, ki pa verjame tudi to, da je javni sektor izvedel recimo zelo velike spremembe na tem področju. Energetsko pogodbeništvo lahko zagotovi znatne prihranke energije in znižanje stroškov na strani oskrbe in porabe energije. Pristope k izvajanju projektov pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije je z Inštituta Jožef Štefan predstavil Damir Staničič. Predstavljeni so bili različni modeli poplačila naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in v obnovljive vire energije neposredno iz prihrankov stroškov. Po njegovih besedah temelji načrtovan intenziven razvoj energetskega pogodbeništva do leta 2020 na ambicioznih ciljih države na področju znižanja ure in povečanja OVE. V okviru predstavitve kriterijev energetske učinkovitosti v stavbah pa je magister Tomšič iz Gradbenega inštituta ZRMK dejal, da na področju ničenergijskih hiš slovenska ponudba ne zaostaja za ponudbo drugih evropskih trgov. Danes so to vedno bolj recimo na področju ogrevanja nizkotemperaturni sistemi mehanskega prezračevanja z vračanjem odpadne toplote, toplotne črpalke, tudi veliki hranilniki toplote, če gremo malce izven okvira same stavbe, zelena omrežja in tako naprej. Podrobnejše informacije o postopkih javnega naročanja gradenj stavb in o aktualnem stanju v Sloveniji pa je na posvetu podal Uroš Kufca. Zaradi trenutne krize v gradbeništvu se praktično v zadnjem letu izvajajo samo tovrstna javna naročila, torej ali sanacija ali pa drugi projekti, recimo veliki kohezijski projekti gradenj vodovodov, kanalizacij in mogoče čistilnih naprav, ki so sofinancirani s strani Evropske unije. Sicer pa velikih gradbenih projektov ta trenutek ni, zaradi tega se seveda tudi ponudniki, ki sicer primarno nimajo ciljne skupine energetskih sanacij, se pač ozirajo tudi za tovrstnimi javnimi naročili in konkurirajo, tako da konkurenca na tem področju je izjemna. O vlogi energetske izkaznice v projektih sanacije javnih stavb je spregovoril Peter Bevk. Trenutno je v Sloveniji narejenih 100 energetskih izkaznic. Dovoljenje za izdajo pa bo omogočil šele novi energetski zakon, ki bo sprejet z naslednjim letom. Izdane energetske izkaznice so pač zasnovane glede na vrsto stavbe, ali to stanovanjska stavba, nestanovanjska oziroma javna stavba ali pa novo zgrajena stavba.
Pa vloga države je seveda tudi, da skrbi za nadzor, ali so dejansko energetske izkaznice tudi verificirane oziroma ali so sami podatki o energetski izkaznici pravilni. Možnosti financiranja ukrepov učinkovite rabe energije je iz SID banke predstavil Stanislav Berlec. Na banki pripravljajo nove programe za spodbujanje energetske učinkovitosti in ukrepov na področju stanovanjskega sektorja, ki je prioriteta tudi v smislu multiplikacije na gradbeni in zaposlitveni sektor. Kot je še dejal, gre za financiranje projektov do 1 milijona evrov, pri fizičnih osebah pa do približno 150 tisoč evrov. Lahko bi rekel, da največ povprašujejo po naših storitvah podjetja. V preteklosti je bilo to zelo aktualno področje obnovljivih virov energije, kjer je pač tudi država s svojimi ukrepi to področje spodbujala. Zdaj pa bi rekel, da energetska učinkovitost je v porastu. Morda se v preteklosti nekako pomena energije in teh ukrepov nismo tako zavedali, zdaj pa je to področje eno izmed ključnih v prihodnosti. Tako da bi rekel, tako podjetja kot tudi občine na segmentu, ki ga tudi spodbujamo, sprav okoljevarstvo in energetski ukrepi samih občin. Spodbudno je srečanje zaključil Slavko Gabrovšek, ki je predstavil enega izmed prvih primerov pasivne gradnje pri nas, obnovo osnovne šole Brezovica. Projektiranje se je pričelo v letu 2007. Leta 2009 je sledila izvedba, katero je občina v celoti financirala sama. Kot je dejal Gabrovšek, gre za standard, ki omogoča, da stavba postane skoraj nič energijska. Z odlično toplotno izolativnostjo, zrakotesnostjo in z ostalimi ukrepi, ki sledijo standardu pasivnih zgradb, smo prišli do učinka, ki pomeni približno 84% prihranek energije za ogrevanje te stavbe. Stavba je tudi prezračevana z elementi sodobnimi tehnologije. Hkrati smo pa zagotovili rabo padavinske vode, tako da smo zgradili 2 rezervoarja po 120 kubičnih metrov, saj v šoli večina pitne vode se porabi v sanitarijah.